V redu, pa poglejmo. Danes se potapljamo v eno res vizionarsko idejo o prihodnosti dela. Ampak veste, ne gre samo za nek prostor, kamor pač prideš delat. To je okolje, ki je zasnovano, da te navdihne. Skupaj bomo raziskali, kaj sploh pomeni pametna pisarna in zakaj je to veliko, veliko več kot samo stavba. In ta citat, ta res zadene bistvo. To ni le stavba, to je živi organizem. Kaj to sploh pomeni? No, ideja je, da pisarna ni nekaj statičnega, neka škatla, ampak je živ, dihajoč ekosistem. Tak, ki se ves čas uči in prilagaja ljudem, ki so v njem. Fascinantno, a ne? Torej, osrednja vizija je ustvariti delovni prostor, ki se dejansko prilagaja svojim prebivalcem. In kako to doseže? Z eno tako super mešanico organske arhitekture, res napredne tehnologije in dizajna, ki ima v središču človeka. Predstavljate si prostor, ki ve, kaj potrebujete, mogoče še preden se tega zavedate sami. Nekako noro, ne? Ok, poglejmo ta osnovna načela, da bo vse skupaj bolj jasno. Najprej ta ideja o živem organizmu, ki smo jo že omenili. Potem brisanje mej med fizičnim in digitalnim. To je ključno. Seveda je vse skupaj eno veliko središče za ustvarjalnost in sodelovanje, ampak temelji na dveh zelo pomembnih stvareh: modularnosti, torej prilagodljivosti, in trajnosti. V bistvu je to celotna platforma za prihodnost kreativnega dela. Vsak delček je premišljen, da spodbuja tisti flow. V redu, gremo na en tak virtualni ogled. Recimo, da se približujemo tej zgradbi. Prva stvar, ki jo opazimo, je ta res zanimiva mešanica starega in novega, industrijske dediščine in pa trajnostnih inovacij. Ker poglejte, ne gre za to, da bi zgradili nekaj čisto novega na zelenici. Ne, gre za oživitev že obstoječega urbanega prostora. In ne govorim o kakšni majhni zgradbi, to je 5000 kvadratnih metrov. Samo za občutek, to je ogromno. 5000 kvadratnih metrov prenovljanega prostora, kar res da vedeti, kakšen potencial se skriva v notranjosti. Tale številka pa je res impresivna in pove ogromno o trajnosti. 70%. Toliko energija, ki jo porabi stavba, pride iz integriranih sončnih panelov. In pozor, niso samo na strehi, ampak tudi na fasadi. To ni nek dodatek za zraven, ampak je res temeljni del arhitekture. Ok, odprimo vrata in vstopimo noter. In takoj nas pričaka srce stavbe. To je 10 metrov visok osrednji atrij, poln naravne svetlobe, rastlin in ima celo kaskadni vodni element. Ampak to ni samo neka lepa avla, skozi katero hitiš. Ne, to je večnamensko središče, ki živi. Tukaj so lahko jutranji sestanki, popoldne razstava prototipov, ali pa si samo vzameš trenutek zase in poslušaš zvok vode. Dobro, gremo naprej. Kako je sploh organiziran ta ogromen prostor? Pomislite, ni kot klasična odprta pisarna, kjer so vsi na kupu. Daleč od tega. Gre za nekakšen zemljevid različnih kreativnih con. In bistvo je v tem, da je vsaka cona namenjena točno določeni fazi ustvarjalnega procesa. In tukaj imamo odličen primer tega coniranja. Poglejmo razliko. Na eni strani imamo flow zone. Cona za globoko zbranost, ko res moraš nekaj narediti. Tam je mehka svetloba, zvočna izolacija, mir. Potem pa imamo spark zone, totalno nasprotje. Živahne barve, interaktivni elementi, prostor, ki kar kliče po brainstormingu in novih idejah. Se pravi, okolje se popolnoma prilagodi nalogi, ki jo opravljaš. Genialno! In ta spekter prostorov je res noro širok. Imamo sodelovalne enote z mizami v obliki satovja, da timi lažje delajo skupaj. Potem so tu individualni kokoni, popolnoma zvočno izolirani, ko rabiš svoj mir. So fleksibilne sobe z ogromnimi 8K zasloni za sestanke, pa seveda lounge in godnja. Pazi to, z visečimi mrežami in 3D tiskalniki za hrano. In da ne pozabimo, tu so še prostori za dobro počutje. Telovadnica, soba za meditacijo, vrt, res celosten pristop, ki pokrije vse potrebe čez dan. Ok, zdaj pa pridemo do tistega pravega wow faktorja. Do prostorov, kjer se ideje ne samo rojevajo, ampak se tudi uresničijo. To so visokotehnološki laboratoriji, ki so, lahko bi rekli, pravo srce inovacij v tej celotni viziji. Poglejmo, kako to deluje v praksi. Recimo prototipiranje. Proces je neverjetno preprost, a hkrati izjemno močan. Vse se začne z digitalnim modelom na računalniku. Potem pride na vrsto 3D tiskanje in bum, imaš fizični prototip v rokah. Ta skok od ideje do nečesa otipljivega, to neverjetno pospeši celoten proces inovacij. In orodja, ki so na voljo,
To je res kot nek tehnološki zabaviščni park. V Makers Labu so industrijski 3D tiskalniki za kovino in plastiko, laserski rezalniki. Potem je tu Immersive Studio z VR očali in tlemi, ki jih zajemajo gibanje. Pa Simrig Zone s haptičnimi simulatorji, recimo za prelete arhitekturnih modelov. In da ne pozabimo celo audio krilo z glasbenim studijem opremljenim z Moog sintetizatorji in seveda podcast studio. To so orodja, ki te futuristične ideje res prizemljajo. Ampak veste, vsa ta oprema, vsi ti prostori, to bi bila samo zbirka sob, če ne bi bilo nečesa, kar vse skupaj povezuje. In to je ta nevidna tehnologija v ozadju. Lahko si jo predstavljamo kot osrednji živčni sistem celotne zgradbe. To je tisto, kar vse skupaj poveže, personalizira in naredi res pametno. In seveda se pojavi vprašanje, kako za vraga vse to deluje skupaj. Vsi ti različni elementi od arhitekture pa do VR simulatorjev, kako se to združi v neko smiselno delujočo celoto. No, odgovor se skriva v tem integriranem pametnem sistemu, ki ves čas deluje v ozadju. Poglejmo si par konkretnih primerov, kako to deluje. Recimo, da nekdo vstopi v sobo. Sistem takoj prilagodi luči in temperaturo točno po njegovih preferencah. Ali pa začne se sestanek. Sistem samodejno vklopi AI asistenta, ki dela zapiske, ali pa skeniranjem osebne izkaznice naloži priljubljeno glasbo. V bistvu sistem prevzame vsa ta majhna rutinska opravila, da se lahko ljudje osredotočijo na tisto, kar je res pomembno, na ustvarjalnost. In kako se vse to upravlja? Preko osrednje aplikacije Agency Hub. To je v bistvu daljinec za celotno stavbo, ki ga ima vsak zaposleni v žepu. Preko te aplikacije lahko rezerviraš prostor, si prilagodiš luči, temperaturo ali pa, kot smo že omenili, naročiš kosilo, ki ga potem natisne 3D tiskalnik. Vse je na dosegu roke. In s tem pridemo do konca. Ampak ne z nekim trdnim zaključkom, ampak z vprašanjem za razmislek. Če je tole delovno okolje današnjega časa, kaj to sploh pomeni za prihodnost ustvarjalnosti? Prostor očitno ni več samo pasivno ozadje, ampak postaja aktiven partner v ustvarjalnem procesu. In vprašanje, ki ostaja odprto, je, kaj vse postane mogoče, ko naša okolja postanejo tako inteligentna in navdihujoča.